za začetek kot direktorici Kinodvora v imenu tega kina in tudi svojih sodelavcev nekaj besed in misli, ki bi Mirjano lahko umestili v naš prostor. Torej, v sedanjost filmske kulture, filmske vzgoje, kot tudi kinematografije nasploh, v njeni sedanjosti in prihodnosti. Srečanje z Mirjano sodi v naših spominih na sam začetek mestnega kina Kinodvora, kjer smo se najprej srečali z izzivom, kako kinu vrniti gledalce. Torej, s širšim pojmom rehabilitiranja kinonavad, ampak takoj zatem, seveda tudi s pomenom in poslanstvom, ki jo ima pri tem filmska vzgoja. Pri obeh ciljih in osebno lahko rečem, da tudi pri razvijanju vizije novega kina je sodelovala Mirjana. Mirjano je našemu kinu vrnila Petra Slatinšek, najprej pri zasnovanju Kino Balona, programa za otroke in mlade s filmsko vzgojo, kasneje pa tudi pri programu za poznejša leta, ki ga skozi filmska srečanja ob kavi plemenitimo s pogovori o filmu. Tako je Mirjana dala našim programom strokovno podlago in obenem krila za sodobni preporod filmske kulture in vzgoje v tem našem prostoru. Pa tudi širše. Sliši se morda lahko ambiciozno, toda ko berem Mirjanino knjigo, najdem vzporednice. Kino Balon je danes mednarodno nagrajeni program za mlade in z letošnjim letom postaja tudi strokovna zasnova nacionalnemu programu filmske vzgoje v kinih slovenske art kino mreže. To so mestna kina po vsej Sloveniji zavezana kakovostnemu filmskemu programu. Skozi marsikatero dejavnost tega filmsko-vzgojnega programa za mlade, kot tudi na drugi strani filmskih srečanj ob kavi in abonmaja za poznejša leta, se v naši sredini odpira prostor filmske refleksije in širi filmska kultura. Upam, Mirjana, da vam ta občutek reke, ki teče in sonca, ki greje, vlivamo vsakič znova, tudi mi, oziroma naš kino, skozi vaše spomine, skozi vaše izkušnje in spoznanja. V slogi je moč, nekoč pa je bil tudi kino, zato mnoge dosežke in učinke svojega dela dolgujemo povezovanju in partnerskim sodelovanjem. Še posebej to velja za leto kina, v katerem vse od jeseni 2013 praznujemo leto kina in filma, ter obhajamo 90 let kina na Kolodvorski in 50 let kinotečne dvorane na Miklošičevi. V sklopu tega praznovanja praznujemo tudi rojstvo Mirjanine knjige. Skupaj s Slovensko kinoteko in s podporo Slovenskega filmskega centra smo to knjigo tudi založili. Besedo bi zdaj najprej predala svoji kolegici Barbari Kelbel, ki kot sodelavka v Kino Balonu in Kinodvoru že nekaj let razvija vse prej naštete programe. Velik del svojega porodniškega dopusta pa je posvetila urejanju Mirjanine knjige. Izvoli, Barbara. Z Mirjano sva začeli tesno sodelovati pri filmskih srečanjih ob kavi, programu, ki je združeval glede filma in pogovorov. Na srečanje in pogovarjanja so bila kar pogosta, potem pa sva se s sodelavko Petro Slatinšek odpravile pomladi leta 2012, ko je Mirjana sklenila, da bo prenehala voditi filmska srečanja ob kavi, češ da si zasluži počitek, in sva jo obiskale doma, da oboroženi s pisali, z bloki, za zapiske, z neskončno veliko vprašanji, da iz nje izvlečava vse tisto, kar nama v prejšnjih letih še ni uspelo. Prišli sva k Mirjani, postregla nama je s čajem, začeli sva jo spraševati, potem pa je rekla, da lahko pisala kar posprava, kajti ne bo nama treba prav nič zapisovati, kajti ona bo namesto tega napisala knjigo. In res, 3 leta kasneje je ta knjiga ugledala luč in priznam, da odgovarja na večino najinih vprašanj. Še prej, ko se bomo posvetili knjigi,
Pa bi besedo na kratko predala Maji Weiss, kajti Mirjana Borčič še ne počiva, skupaj z Majo Weiss snema film. In Majo bi prosila, da na kratko predstavi še Mirjano, morda tistim obiskovalcem, ki jo še ne poznate. Dobar dan. Da se bom malo videla v kameri, v tem najnem filmu Mirjana. Z Mirjano zdaj snimala film že celo poletje, nekaj mesecev. Kako se ti zdi, Mirjana, najno pogovarjanje? Meni je zelo všeč, namreč Maja ima eno vizijo filmske vzgoje in na osnovi te svoje vizije ona brska po mojih spominih. In to, jaz se seveda odgovarjam in tukaj se zelo lepo so se našli na tem področju. Brskanje je govora. Ja, ni dokumentarnega filma o Mirjani Borčič. Mirjana, 90. letu si, izjemno delo je za nami. Začela si v 50. letih. Samo v času osamosvojitve Slovenije so išle, torej tretja tvoja knjiga, torej Z glavo skozi zid, kar veliko pove o Mirjani in filmski vzgoji in preboju njenega dela in filmske vzgoje na Slovenskem, potem filmska vzgoja, ki je išla ob nagradi Metod Badruja za življenjsko delo in zdaj ta imenitna knjiga. V tem dokumentarnem filmu, moram reči, ne vem še točno, kaj bo, veliko Mirjane, njen biografski portret, rade bi obe, ker smo se veliko pogovarjali, da bi bil na nek način tudi filmski priročnik za vse tiste, ki jih zanima filmska vzgoja in neko pomagalo tudi učiteljem na nek način, ampak ne v prvi vrsti. Zakaj boste najbolj tudi vidve še povedali? Ker Mirjana nikoli ni hotela biti učiteljica, nikoli ni hotela vsiljevati nekaj in samo na kratko, da ne bom predolgo tukaj govorila, najbolj, kar je meni v bistvu bilo všeč, v bistvu, kar mislim, da je največ, kar je občudovanja v bistvu vredno in kar je bistvo, je to, da je Mirjana celo življenje v bistvu svojim delom, torej filmsko vzgojo, svojim pisanjem, svojim nastopanjem in govorjenjem učila, da je treba se poslušati, da je pomembno, kaj nasprotnik misli, da se ne vsiljuje svojega mnenja drugim, da je treba prisluhniti otrokom, mladostnikom, ker oni, kot je vedno rekla, so velikokrat bolj pametni, bolj prodorni in več se od njih ti naučiš kot odrasel človek, kot v bistvu otroci tebe. Mogoče zaenkrat samo to, čestitam k tej knjigi. Upam, da bo še kakšna knjiga, ker sem jih med najnim intervjujem začutila in res Mirjana občudujem te izjemno in te bom kar tukaj pušala. Res so se imeli lepo in res se bo še naprej imeli dobro. Hvala lepa. Mirjana, že čisto kmalu na začetku knjige napišete, da ste se zelo kmalu v svoji poti odločili za film, ki trka na srce in za kosil razum. To je bistvo mojega angažmaja. Zakaj? Ampak začela se je pa čisto drugače. Vaše prvo srečanje s filmom, za vse skupaj so bili krivi čevapčiči. Ja. To je pa zelo smešna zgodbica, ne? Ampak to je mogoče bilo za vse vas to zelo zanimivo. Ko smo bili v komisiji v očetovem rojstnem kraju na počitnicah, smo se vračali preko Splita
tam je šli očetov brat in tako naprej. In smo šli zvečer v restauracijo na Rivi. Velik vrt je imela. In gledati film. Ta kinodvorana je pa izgledala tako. Okrogle mizice so bile, lučke na mizici in naročali smo hrano. In jaz sem bila nora na čevapčiče, ker smo jih samo enkrat ali dvakrat na leto lahko v Ljubljani jedli na Velesajmu. In vem, da sem naročila te čevapčiče in da sem jedla čevapčiče in gledala Soniboja. Ampak za mene Soniboj takrat ni bil tako pomemben, kot je bil krožnik na moji mizi. In še vem, da se je oče zelo kregal, ker sem vzemla samo sredico, ven je mala in je rekel po svojem, je rekel, spet samo pupo, ne. Tega se zelo spominjam, ampak potem, ko sem prišla pa v Ljubljano, to sem napisala in pa ta Soniboj me napolnil, ker recimo smo šli po Tivoliju, mladi fanti so prepevali to pesem, kape so imeli tako na tiste šiltkape s šiltom na vratu. Smo šli po Šelenburgovi ulici in tam v Kozlerovi hiši in pod rešetk je pesem Sonibojeva donela. Tako da kar naenkrat sem videla, da sem imela te asociacije na Split, na film, ampak predvsem na čevapčiče. V 60-ih letih, potem, ko ste pa začeli se s filmom tudi profesionalno ukvarjati, pa ko sem brala knjigo, sem imela en tak neverjeten občutek neke energije, ki je vladala v tistih letih, nekega navdušenja, ne samo nad filmsko vzgojo, ampak da je bila filmska vzgoja samo delček nekega širšega entuzijazma za gibanja, za filmsko kulturo in da to ni bilo omejeno samo na mlade. Ampak, kar me je recimo v tem gibanju in v vaših takratnih odločitvah presenetilo in navdušilo, je bilo, da ste recimo rekli, ne bomo se odločili za prepovedi, ne bomo se odločili za cenzuro, ampak se bomo o filmih pogovarjali. Vzgojili bomo novega kritičnega gledalca. Niste izbrali pot omejevanja, ampak pot odpiranja gledalcev. Kako je prihajalo takrat do tega, kakšne? Ja, to je bilo, jaz pravim, to je bilo v zraku, samo nič ne nastane, ne? Ampak 55. leta je bila ta gospodarska, ne vem kakšna reforma in je tu začel novi val dobrih filmov prihajati v Jugoslavijo. Vesna je imela najboljši program takrat v državi in je tudi ona forsirala vse te oblike, da bi približala dober film gledalcu. In tukaj smo bili. Nekje to je samo priplavalo. Že v Zagrebu recimo sem otroke vodila na dobre filme. Recimo se to piše v knjigi, celo recimo na moje drzne filme. 41. sem osnovnošolce pelala, vem, da so se v šoli malce jezili, da to otroci ne bodo razumeli, ampak v knjigi to opisuje bolj široko, ampak ko smo obravnavali film, sem videla, da so otroci izvlekli bistvo ven, da se imata dva človeka rada, ampak da se zaradi nečesa izven grdega, oni to niso znali definirati, pač ne smeta imeti rada. In meni se zdelo, da je to poanta filma sploh bila in to mi je dalo eno tako moč, da sem dostikrat riskirala in kazala filme otrokom, ki so bili recimo pri nas, ne, ampak recimo v kakšni Avstriji, ki je imela tiste lestvico dostopnosti celo prepovedani, ne. In sem videla nekaj, da
Potem še enkrat še naprej, ko smo že pri tej temi otrok, to se mi je dogajalo tudi na seminarjih z učitelji, ker sem videla, da otroci hitro dojamejo jedro filma, hitreje kot učitelj, ker je obremenjen z vsemi pravili gledanja na svet. In sem imela po celi Sloveniji tiste enodnevne seminarje, ki so potekali tako. Najprej sem z učiteljem povedala, kaj je filmska vzgoja, potem sem se z njimi pokazala en film, kratek film, se o tem filmu pogovarjala, ga še enkrat pokazala njim, da jim je ostal zelo v spominu, in potem so prišli učenci in gledali isti film in so se pogovarjali o istem filmu. In tako je prišla ta razlika med gledanjem, v odnosu obremenjenega odraslega človeka in neobremenjenega otroka zelo do izraza. In zato, to je to. Ravno tako velja, da ste mlade zelo radi same spuščali v dvorano, brez spremstva učiteljev, brez spremstva staršev. Imeli ste recimo abonmajski program, ki so ga obiskovali mladi, za kateri je bila to prva pot ven, samostojna. Mi smo se celo izogibali temu, da bi učitelji vodili otroke. Zato mi nismo, naš abonmaj je bil namenjen posamezniku. Posameznik dobil svojo karto in svoje mesto. Enako velja tudi za starša. Ali so starši bili zraven? Starši ne, starši so samo redko kdaj zraven prišli in kupili karto. Mi smo, ker odrasli, je vnašal že en drug utrip percepcije. Ali so pa razlagali otroku, kaj naj gleda in kako naj se kaj razlaga. Tako da smo mi bili zelo veseli, to bo mogoče to moralo tukaj tudi takrat, da ni bilo toliko staršev zraven. Zelo malo. Prosim, ja, se redko kakšni, še pri abonmaju, ki je bil za prve 3 razreda še, ampak počasneje pa ne. In 7., 8. razred je to bil že dogodek samostojnega odhajanja od doma. Preskušali ste tudi zelo različne oblike, kako pokazati film. V filmu, v knjigi mi je zelo zanimivo, kako opisujete, kako sestaviti abonmajski lok. Vaši abonmaji v Pionirskem domu so bili izjemno uspešni, potem Klub ljubiteljev filma. Kaj bi vi rekli, kakšne filme, kako ste izbirali filme? Dati prednost filmom, ki jih želijo videti mladi, ali ste bila biti ti tisti, ki izbiraš in vodiš program? Kako ste tukaj dobili ravnotežje? Tukaj imam pa sploh nekaj drugega. Jaz ne bi izpolnila vlogo vzgojitelja, če bi dala samo filme, ki jih hočejo mladi. Jaz jih moram usmerjati navzgor. Zato smo mi tudi v teh naših ciklusih imeli en tak sistem težavnosti. V začetku lahko, potem malo težje, na koncu smo pa spet končali, ker bo že počije maj in ko so se bolj igrali zunaj z bolj enostavnimi filmi. Jaz sem odgovorila. Mislim, da ja. Pri filmih se mi zdi, da ste bili zelo široki, ste zajemali zelo širok tip filmov, razen, da ste dobivali pike pa ob klišejih, da to pa je edini tip filma, ki pa ste se mu poskušali izogniti. Jaz sem sprav prepričana, to sem doživljala v skupinah, pa tudi doma pri svojih otrocih, sem doživljala to, da pravzaprav ni filma, ki ga ne bi nekdo gledal, ker ga gleda do meje svojega vedenja, svojih izkušenj. In na tem nivoju on tudi to razlaga. Seveda to niso kakšen film nasilja in tako naprej, to je nekaj drugega, to
to te vodi v, manipulirate že na nek način. Ampak če je nek dober umetniški film in če pripoveduje tudi teme iz odraslega sveta, smo ga radi pokazali, ker tudi sem prepričana, da otroke zanima svet odraslih, včasih bolj kot pa svet otrok, ne? Ker v njega stopajo. In to je bilo tako eno vodilo moje, no. Ali naše bi ne moje, naše, ker smo nas je bilo več, ki smo tam program sestavili. V vseh fazah. Saj mislim, da je danes z nami kar nekaj obiskovalcev tvojih predstav. Pa tudi oblikovalcev. In oblikovalcev. Imamo tako, da bi imamo Tolerta. Pa Konija, pa bi dala mogoče kar vas Koni povprašala, ker vidva ste se najprej srečala v klubu Samorastniki, potem pa ste obiskovali tudi njen klub ljubiteljev filma. Kakšen program je, kako vas je Mirjana oblikovala kot gledalca najprej? Z Mirjano se poznava, mislim, da od leta 57 ali 58, ko se prišla v Ljubljano iz Zagreba. In si postala naša vzgojiteljica v domu Ivana Cankarja, se pravi v srednješolskem internatu. In naletela seveda na mojo generacijo, ki je imela film zelo rad. Množično smo obiskovali filmske predstave in jaz sem bil eden prvih, ki sem začel razširjati med učenci oziroma sošolci mislil, da filma ne delajo igralci, ampak režiserji. No, in tako da je nastala takrat ena grupa skupina, ki je seveda velik vpliv na nas imela potem Mirjana, ki se je pojavila kot vzgojiteljica v Dicu oziroma Daču. In ker smo tudi organizirali prve filmske predstave, nekakšni predhodnik art kina. Spomnim se, kako je Mirjana pripeljala v dom film, ki je bil za mladino prepovedan. Se spomniš, je bil to film o porodu brez bolečin, to je bil prvih filmov iz tega področja in so bili do 18 let menda prepovedani. Mi smo pa ta film pokazali v srednješolcem v Dicu in Dači, ne? Ja, to je zelo lahko, nekaj, da razložiš to, da je to potrebno, da fantje 18-17 let stari vedo nekaj o teh stvarih. Če obrneš stvar na tako, je film zelo koristen, ne? Seveda je Mirjana močno vplivala, da sem tudi jaz postal mentor in potem celih 30-40 let vodil filmske krožke in ustvarjanje mladih v Izoli in pravzaprav začeli graditi na področju animacije, otroške animacije in dosegali kar precejšnje uspehe. No, za vse to seveda moram se zahvaliti naši Mirjani in da ustrajam še tako. Jaz vas prosim, dajmo s to hvalo končati. Dajmo se le pogovarjati, kaj je... Čitka vas je navdušila. Kaj je bilo tukaj? Kaj ste imeli od tega našega skupnega druženja, dela in tako naprej. Pustimo, to za vse druge tudi gledamo. S čim vas je Mirjana navdušila, razen s filmom o porodih? No, jaz se tega filma niti ne spomnim, vem pa, da smo ga predvajali, torej... Drugače pa seveda je mene seveda film že, tako ko sem prišel v Ljubljano, se pravi, prišel iz podeželja, z Pohorja, kjer seveda s filmom nismo imeli nikakršnega stika. In zame je bil to en širni svet, sem tudi po 3-4 filme na dan gledal, tako rekoč vse, kar je bilo na programu. In seveda, brez Mirjane bi verjetno ostali samo ljubitelji filma, takole na splošno, z njeno pomočjo smo pa seveda začeli pronicljivo gledati na film in razmišljati o njem in seveda razpravljati. No, Mirjana je bila sicer 2 leti z nami, potem se je iz doma odselila na umetniški ekran, kako je ravno, kar je začel izhajati ekran. In seveda nas je popeljala kar s sabo, da smo ji pomagali pri vseh teh delih, posebno še se spomnim v Pilirskem domu, ko smo spremljali, hodili v dvorano spremljati gledalce, kako reagirajo na film.
In tako sem jaz gledal takrat 10-krat ali 12-krat film Ivan Grozni, prvi del in drugi del. In se dva moja sošolca, ki smo se izmenjavali, lahko rekoč smo spremljali vse predstave in zapisovali, kako otroci oziroma mladostniki spremljajo ta film. Z Dunjo Klemenc ste to spremljali, ne? Nesek je bilo več, Dunja je bil tudi Mušič je bil, ne? Kaj pa ste beležili takrat? Kakšne odzive? Ne, beležili smo tiste splošne reakcije, ne? Ker to so stvari par stopa, ne, bi jaz rekla, je v mojem pristopu bilo važnih. Tišina, ker se vsi so prizadeti, gledajo. Lahko klepetajo, to se pravi ne zanima. Lahko se zelo sprehajajo po dvorani, popolnoma zgrešeno, ne? In te beležke so končale v Belču, nažalost. Jih ni to mi pa žal. No, včeraj smo z Biljano tudi prvi film posneli v Bdicu, to je bil eden prvih srednješolskih filmov, mislim, da je tukaj še en sodelavec tistega časa, Tomo Ivanovič, ki je bil pa mentor za tehnične inštrukcije, kajti o snemanju nismo imeli kaj dosti pojma, sploh pa ne o kamerah in o razsvetljenju in tako naprej. In to je bil seveda Tomo ravno ta pravi, ne? Snema ste pa okunca. Tomo, prosim, se lahko pokažete. Dragocen sodelavec tudi na področju otroške filmske ustvarjalnosti. Če se lahko usede. Če se lahko usede. Za trenutek, ampak... Toma. Duba naj bi bila tudi, Duba, boste še vi povedali, vi ste bila pa ravno tako v klubu ljubiteljev filma. Kako so bila videti ta srečanja? Kdo iz teh časov, ampak meni, ko smo bili skupaj v klubu, ko smo gledali amaterske filme. In jaz mislim, kar je bilo rečeno, da smo takrat zelo gledali filme, in po moje tudi je bil vzrok, ker smo bili relativno zaprti. Ker je bila še železna zavesa itd. Tako da je film kot medij, tako rekoč nek vdor sveta, ki ga nismo mogli recimo percipirati ali ker so bile pač mitve. Ker jaz imam največ v spominu zimo 69-70, ko se namotil, ko nas je Miljana odpeljala v Berlin in smo bili tam v eni vili, mislim, vojni Zločinc ali tudi nekaj tasga, v vili Weizensee, Miljana, kjer smo bili, a se spomnite. In ta izkušnja je bila naravnost genialna, ker plan je bil, da sodelujemo pri delu na projektih z mladimi nemškimi filmarji ravno tako iz enega kluba. In jaz sem se pa ravno eno leto prej vrnila iz enoletnega bivanja v ZDA in bil ta Berlin še vedno za zidom, jasno, izredno vred izkušnja. Spomnim se, da so sodelovali med nemškimi udeleženci in mladimi, ko smo bili sami, je izredno šepalo, oziroma se nismo nekako uspeli združiti. Tam sem prvič videla videokamero in si zelo želela, da bi jo vsaj v roke dobili oziroma malo delali z njo in to se tudi ni zgodilo. Se pravi, prvič videokamero leta 69-70, ne? Potem smo šli v Berlin, jasno, takrat, kar je bila zelo dobra izkušnja, predvsem zaradi meje in pregledov in tako naprej. Tam sem videla še do danes najboljšo gledališko predstavo v Brechtovem gledališču v spomnim Tadec Umberta Uja in tako naprej. Ampak v klubu
Smo pa delali kratke filme, kar je bilo naravnost posebne vrednosti. Ne? In Mirjana je pošiljala te filme na festivale in pred enim letom sva se mogoče srečale in jaz zdaj sem našla eno vrečo svojih filmov in tako naprej, ampak ne vem, če so to vsi. Skratka, ne vem, kaj se je zgodil s filmi po nekaj 91 v Pionierskem domu, tako da po moje, mogoče se še kje najde, kaj. Zdaj ne vem, ali ima pa vsak avtor svoje filme, ne? Skratka, tih par let, 3 leta je bilo izredno pomembnih zame, ker kasneje sem se potem z vidom ukvarjal terem. Pisatelj kritike in tako naprej za filme, slovenske in tuje in tako naprej. Skratka, to je bila neka vzporedna dejavnost, ki je bila izredno važna in kar je bilo prej rečenega, da način, kako je Mirjana delala z nami, kar se mene tiče, ki se spomnim tega, da je bil prostor je bil odprt, recimo. To za mladega človeka je izredno važno, da ni nobenih diktatov oziroma nalog, zdaj bomo pa to naredili, pa naredili. Mi smo kar delali filme, ne? S tem, da smo se dobivali, s tem, da smo jih potem vrteli, prikazovali, se pogovarjali. In jaz mislim, da je tak način vzgoje, oziroma jaz ne bom temu rekla vzgoje, ampak upeljevanja v kjerkoli medij, da je to izredno vredno, da se ne, skratka, da se da ljudem to širino in se čaka na rezultate, kar jaz mislim, da je iz neprecenjene vrednosti. Kar pa zdaj opažam, ne, recimo to spremstvo staršev, jaz sem pa malo izven stika, ki me 20 let ni bilo v Sloveniji, pa vidim, da je predvsem v Sloveniji izredno poudarjeno to vodstvo, pa nekaj v galerijah, posod more, no, to ni samo tu, ampak posod je ogromno teksta in ljudje najprej berejo, potem gledajo, ne. Samo to je nek trend, ki jaz mislim, da pač ni najboljši. Skratka, Mirjana, vaše metode so bile, mislim, ker so dobre, ja, ker jaz mislim, da je treba zaupati in mogoče posvestu debatirati o stvari, ne pa predno se kaj gleda, ne, ker potem je to že nek človek rekel framing in je škoda. Ampak druga, jaz bi še mečken to na takle izvala, ker on na tem, to je bilo pa odbran, njegovo tudi področje. Jaz sem se pogovarjala o filmih, on je pa učil. Mirjana sta imela zelo dobro oblikovan sistem, kako pripeljati mlade do tega snemanja, ne? To mislim, da je Mirjana v knjigi. Ja, jaz sem nekako na srečo približno podoben način, kar nekaj opisal srečanje Konji Štajbacha, nekaj je domu Ivana Cankarja v Jaškem domu. Čeprav jaz sem prišel pozneje, Konja ni bilo več tam, tako da bi ga malo korigiral, je bila Mirjana takrat že v Pionierskem domu, nekaj ne bi, ampak je hodila še nazaj samo za krožek filmski. Enkrat na teden smo gledali, da se pogovarjali. No, v glavnem, jaz sem pač noto prišel v to zadevo tudi tako, da me je Mirjana povabila, ko so delavca v Pionierski dom, enkrat pozdaj, ki sem že študiral ali pa študiral. Mislim, da sem bil še študent. Takrat. No in sem, moram reči, takrat zares nekako vzel tisto in smo potem skupaj oblikovali predvsem na kar se mene tiče, recimo, bolj poudarek na filmskem ustvarjalnosti. Smo jo potem razširili, tudi na mlajše, kot ni bilo predavanje, ko smo prišli do 4. razreda, recimo, najnižje, da so že lahko sami delali filme. Zdaj ne vem, če bi kaj na dolgo in široko razlagal, če se zanima. Jaz bi zdaj mogoče dala pa veliko hvala tole, a v knjigi kar precej Mirjana piše o tem, kako ste zasnovali te programe
Vaše kocke smo bili tudi zelo veseli, da smo jih končno videli pa objavili. Z nami so pa danes Mirjana bi dala mogoče besedo še najmlajši generaciji, teh, ki delajo na filmski vzgoji, kajti, tako kot je rekla Nina, se začenja z letošnjim letom nacionalni program filmske vzgoje in se trenutno je dejavnih 6 mladih punc tamle zadaj, ki bodo prav v tem mesecu začele voditi pogovore, gledati filme z mladimi po Sloveniji. In jaz mislim, da imajo tudi one eno množico vprašanj, pa imajo tudi zdaj priložnost, da vam kakšnega zastavijo, ker vas imajo tukaj. Vam ali pa kakšnim od vaših sodelavcev. Nekaj ste jih že spoznali. Kaj bi vi, ali pa mogoče, če jaz začnem, da prebijam let, kaj bi vi njim svetovali, ko vodijo pogovore? To bo njihovo glavno delo v naslednjih 2 mesecih. Kako naj se lotijo pogovorov? Vi ste sloveli po teh pogovorih, da znate iz ljudi izbrskati njihovo doživetje filma in jih podpreti v tem, v njihovem lastnem doživetju. Kako bi jim svetovali, naj se tega lotijo, da ne bodo ostale samo recimo pri obnovi vsebine? Prvi se morajo izogniti, da bi začeli z obnovo vsebine in da bi se lotili teme, ne pa filma. Recimo, film pripoveduje o otroku brez staršev. Potem se začne zelo pogosto v pogovorih obravnavati ta problem otroka brez staršev. Ne pa, kako je to prišlo do mene gledalca. To je tisto, kar je za mene zelo pomembno. Kako gledalec doživlja, ker problem za mene je filmska vzgoja, pravzaprav predmet filmska vzgoja ni niti gledalec, ni niti film, niti ustvarjalec, ampak je gledalčevo filmsko doživetje. In tisto doživetje je treba izbrskati. In če mu daješ preveč zunanjih okraskov, do tega to brskanje je neplodno. Zato je treba recimo si izmisliti svoja začetna vprašanja, lahko. Jaz sem v najhujšem, sem samo rekel, kaj vam je bilo všeč, kaj vam pa ni bilo všeč. In potem se gre, zakaj ti ni nekaj bilo všeč in zakaj ti je nekaj všeč in kako se to vklapa v tvoj odnos do življenja. Tudi otrok ima svoj odnos, in takrat se potem začnemo pogovarjati o filmu. In potem se tudi lahko pogovarjamo, kako je to narejeno, zakaj je meni to prišlo do srca. Ker smo tudi pri filmskem izrazu. Če pa začnemo kar s tem, to je filmski izraz, ali pa o avtorju, ali pa o temi, ki se je pa nastane blokada. Nastane blokada je med menoj, ki vodim pogovor, in med otroki, ki bi morali dati svoje videnje filma. Moram pa priznati, da sem se ogromno naučila ravno od mladih. Vi omenjate seminarje in tako naprej, ampak jaz sem imela eno tako, če je kdo kaj rekel takega, ker mi ni bilo všeč ali pa mi je bilo všeč, sem jaz tisto razmišljala, sem zelo rada hodila čez ročnik in ponavadi sem analizirala, zakaj je to prišlo do take reakcije. In se mi zdi, da sem s to analizo teh reakcij dosegla to rutino, ki sem jo pozneje pokazala. Moraš ti vedeti, zakaj se nekdo odziva, zakaj se nekdo ne odziva, zakaj se nekdo na svoj njihove načine je treba pač registrirati odzivati. To je bilo moje vodilo, glavno vodilo.
ste zdaj povedali, recimo, se je pri nas v Kinobalonu izkazali kot ena velika dilema. Ne? Zdaj, mogoče z drugimi besedami, ampak če še vedno ponovim, ne? Otroke opogumiti, da razmišljajo o filmu srca, da najdejo način, kako bojo izrazili to, kar so ob filmu čutili, da je okolje dovolj prijetno, da se otroci med sabo poslušajo in da slišijo, kaj so čutili njihovi vrstniki in da potem odmedicirajo v šolo ali domov in da se iz tega rodi neko občutje v filmu, se je nam zdelo recimo v Kinobalonu najpomembnejše. Naleteli smo pa na en metodološki problem oziroma izziv. Večkrat smo slišali kritiko, vi pa nimate predavanj, vi pa otrokom nič ne poveste o zgodovini filma, nimate nič o zvoku, o svetlobi, o izraznih sredstvih, tako kot ste sama zdaj rekla. Ne? Kakšna filmska vzgoja pa to je? In vem, da so se mi enkrat pogovarjali o tem, da je to zelo stara dilema in da na nek način moraš izbrati eno od teh dveh poti, da seveda otroke posledno jim približaš izrazna sredstva in približaš filmski jezik, ampak da vendarle, če se odločiš postaviti čustva na prvo mesto, to narediš potem drugače. In bi mogoče še enkrat vprašala, je to res neka zelo stara dilema pri filmski vzgoji? Mene preseneča, da ste tako močna, ne? Ker jaz mislim, to ni dilema, to je pristop. Mogoče sem zdaj malo napačno to formulirala, ta odgovor. Jaz bi rekla naslednje. Če ti si suveren, ne poslušaj in veš, da delaš prav in imaš odziv od učencev in od otrok, potem ne poslušati starše in učitelje, ki so obremenjeni z nekimi pravili gledanja. Treba se postaviti na stališče otroka. To je glavno. Če to da pravi odgovor, da vem. Pa tudi mislim, da kaj je tisto, kar si zadaš, da bo cilj filmske vzgoje, ne? Če je to neko znanje, potem je pot drugačna. Veliko tem pišete v knjigi, ne? Ja, jaz sem proti temu, da bi filmska vzgoja kot taka kopičila znanje. Ampak, jaz mislim, da je naloga filmske vzgoje, da raziskuje film kot tak, odnose v filmu, da navadi mladega človeka, da kreativno spremlja to dogajanje na filmu, da se odziva neprestano. Če pa ima on v glavi pravila gledanja, bo vedno podrejal tem pravilam tudi svoja čustva in s tem in svojo razlago. In s tem pravzaprav mi odtujujemo otroka od njegovega bistva, od njegovega osnovnega sprejemanja. Jaz sem se tega zelo bala, izgleda, ko govorim, da je to anarhično, pa ni. Eno je znanje pustimo poklicnim šolam, drugo je pa vživljanje v film, to pa ne bo stvar estetske vzgoje. Jaz sem tako razlagala. Še kakšno vprašanje? Fino bi bilo, da to kar nadaljujemo tako kot debato. Ali pa kakšna pripoved? Mene pa zanima, kolikšno pa ste bilo ljudi, s katerimi ste ljudje pozvali, koliko je bilo to otrok, recimo? Ja, to ni treba, da obstajajo pravila. Od 7 do 12 je skupinsko delo. Razred je nekoliko večji, ne? Ampak je tudi še vedno okrog 20. Ne? To se pravi, tiste velike dvorane
veliko poslušalcev, 50, 100, ampak še več, pustijo vedno v besedo 2 ali 3 razpravljavcem. In vsi drugi ali se z mislimi odplavajo nekam drugam, ali se med seboj pogovarjajo. Nikoli ni, velika dvorana ni zato, da ti eno doživetje obogatiš, zaznaš, ne. Velika dvorana je za manipulacijo. Kakšna pa bila starost najmlajših otrok, s katerimi ste delali, in najstarejši? Kljub ljubitelju filma so bili študentje, tudi absolventje. Delala sem, osebno sem imela skupina otroke od 10. leta. Najraje sem jaz delala s pubertetniki, to je res. Medtem, ko so recimo Nuša Draganova in Tone so šli na nižje dol. Mogoče sem bila že toliko starejša od njih, pa nisem imela toliko, nisem imela tistega pravega odnosa mogoče do otrok. Ampak sem delala v začetku tudi z malimi otroki in ja, ampak jaz sem delala od delala sem v tistem eksperimentu, ki smo ga imeli po ljubljanskih šolah, kjer smo preizkušali naš predlog učnega načrta, sem delala tudi z otroki od 1. razreda. Preizkušali smo metodične enote, tam sem delala z otroki od 1. do 8. razreda. Vse sem dala skozi. Ravno tako sem dala Nuša Draganova in tudi Maren Ciglič je to nekaj časa pričel, tako da mi smo to šli tako. Tu sem pa ta razvoj spremljala, ne? Kako se razvija gledalec? Jaz imam še eno vprašanje. Če se je pojavljala kakšna tema, ki je bila zelo pogosta, ko so se recimo mladostniki, recimo s tistimi, s katerimi ste najraje delali, ki so se recimo najraje lotevali. Če je bila kakšna tema taka? Jaz se nisem lotevala tem. Ja, da so se recimo sami zbirali. To hočem reči. Pa tudi pravzaprav, jaz sem imela pripravljeno, moja priprava je bila v tem, da sem jaz imela temeljiti svoj čvrsti odnos do tistega, kar sem gledala. In da sem si nabrala tudi nekaj znanja okrog tega, ne, po knjigah. To so bile moje priprave, ampak priprave niso bile vodilje v samem poteku učne ure. Tu sem, ker govorimo o umetnosti, ne, je treba upoštevati tistega, ki mu ponujaš to. Nisem se zdaj dobro izrazila, nisem ta prav stavek povedala. Jaz hočem to povedati, da sem jaz, ko sem tudi kot mlad profesor, tudi če sem literaturo predavala, in takrat so nas učili, da je treba na koncu napisati sporočilo, črtice, pesme, kaj takega. Čeprav smo imeli krasen razgovor, čim sem jaz to napisala, je bil razred meni sovražen. To sem izredno začutila. To se mogoče, tam se vi smejete, ampak to je tako. Ker jaz sem negirala njihovo doživetje s tem svojim pisanjem. In sem potem iz tega se ven hotela spraviti iz tega in sem poskušala razne drugačne pristope. In do tega takoj prišlo te moje metode. Pri pogovorih, kjer sta oba sogovorca si enakovredna. To je odlika vaše knjige. Tudi misli se mi zdi tisto, kar nas je najbolj navduševalo. Ampak jaz bi mogoče vprašala še, gremo proti koncu. Andreja je mentorica, dolgoletna delavnica za otroke. Mene je pa v knjigi navdušila tudi metoda, ki ste jo razvila z Tonetom Stomom,
in s Tonetom, kako otroke, osnovna ideja ustvarjanja je bila, da je kamera svinčnik, ki naj beleži otrokovo doživljanje sveta. In potem sta s Tomom in s Tonetom ste razvili metodo, kako otroke vključiti, pripravi do tega, da bodo zmožni sami posneti film. Pa mogoče... Ne, ampak jaz samo tukaj, ker moja vprašanje bi jo zdaj nekaj drugače postavila. Nisem jaz tukaj tista tako. Sej zato pravim, da bi mogoče pa tukaj dala Tonetu, da se vi malo spočite. Oni so krasno to uveljavili brez moje pomoči. Mislim, da ste bile zraven, ampak naj pove Tone, naj pove Tomo, kako ste se tega lotili. A je že šel Tone? Aha, zato je tišina. Prav potem pa drugo predlagam. Tomo je tukaj. Je pa tukaj tudi Bojan Kastelic, še vedno? Ne. Aha, pa si bomo njegovo zgodbo pa potem v knjigo postavili. Tam sem pa slišala, je mogoče... Ne, gospa, smo vas preglasili? Ste želeli kaj povedati? Neva. Aha, Neva. A ste vi želeli nekaj povedati? Ja, no mogoče sem nekratko. Vzamite mikrofon, da vas slišimo. Hvala. Čeprav je gospa Borčičeva rekla, da je ona se ukvarjala s tem čutnim in čustvenim odnosom do filma, moram reči, da je vodila tudi številne te razgovore starejših, kot je tudi sama rekla. No in iz tega kroga se je veliko kritikov tudi razvilo. Tako da tisti klubi, ki so bili takrat v Sloveniji, so bili čisto primerljivi za vso Evropo, ki je bila takrat tudi, bom rekla, začela razvijati vso to art mrežo, ki jo zdaj vi v Dvoru tako lepo razvijate v Sloveniji. In moram reči, da je zdaj pa že to tak nivo, ki pa zdaj že bolj strokoven pogled na svet. In zato sem jaz mislila, da vključila tukaj enega velikega našega slovenskega strokovnjaka, ki ga ponovadi vedno nekako spregledamo ali pa on noče nič povedati, kako on pravzaprav vidi ta isti problem, ker je veliko delal in tudi zdaj sodeloval pri knjigi, to je pa recimo gospod Borko tukaj. Hvala. Ampak ne Borko govoriti, brez Borkota ne bi bilo te knjige, ker je on meni pihal na dušo nekaj časa, da moram to začeti delati. In sta tudi knjiga temelji na pogovorih, ki sta jih posnela Borko in Neva. Ja, Neva, nisem se prepoznal v tem uvodu, dobro. Jaz sem eden tukaj, nekako nisem gojenec od otroštva dalje s treniranje, ampak sem jo spoznal že kot kolega. Jaz sem bil samohodec, kar se tiče, sam sem si izoblikoval svoj pogled na film, ker sem imel pač to srečo, da je bil moj oče poleg tega ostalga, je še kinolitostjo ustanovil in sem začel v kino hoditi že pri 2 letih, ali pa še najprej, tako da sem bil pri 4 predstavah navzoč v kinokabini, kar je seveda bistveno drugačen odnos kot v dvorani, ker je bilo takrat seveda zelo strah. In sem jo spoznal kot kolega, ker sem se na nekem drugem področju s filmom ukvarjal, to je da bi rekli, da sem se nekaj s filmom ukvarjal z otroci z posebnimi potrebami. Takrat smo rekli, da je to posebna šola. In zdaj se mi, da so ti otroci v teh inštitucijah nekako vzgajani v nekem duhovnem getu. Takrat smo nekako skrbeli za njih, zato da se osamosvojijo, da si dobijo službo, no danes tudi tega ni več možno. Takrat smo pa zato skrbeli, medtem ko njihovo duhovno plat razvoja se mi pa zdaj, da se je zapostavila in čutil sem zato, ki je mene film očaral v tej kinokabini, Kina Litostroj, da je film edina oblika kulture, da ne rečem umetnosti, ki je tej populaciji, govorimo duševno prizadetih, dostopen kot kultura in kot umetnost. In zato smo takrat na tej šoli naredili kinodvorano in tako naprej. In seveda, normalno je bilo, da smo se z gospo Mirjano spoznala, nekje smo imeli zelo podobne izoblikovane odnose in pričakovanja in tudi metode delanja in tako naprej. Se poznava 50 let in tako
ker sem se pa potem nekako začel intenzivno, oziroma ne bolj v mojo bližino so prihajali vsi starejši filmski delavci in so nekje tudi pri meni, potem, ko niso mogli več ustvarjali. Naprimer, Vojko Durečič je ustvaril svoj, kot jaz ga sam imenoval, najboljši film Bolečina, daleč potem, ko je bil že vzet iz uradnega, kako bi rekel, kroga ustvarjalca in tako naprej, Boštjan Hladic in tako naprej. Mirjana je potem, ko je rekla, da se jaz ukvarjam s takimi ljudmi, prišla k meni zelo vesela in potem sva posnela okrog 4-5 ur pogovorov in potem sem pa seveda rekel, da so pa tako zanimivi pogovori, da je potrebno, ker sem pa še vedno toliko starokopitni, da imam rajše besedo od digitalnih posnetkov, ki so seveda dragoceni, je pač potem ta pobuda zrasla in prišla do tega posvečanega trenutka. To je vse čestitke, ki sem skupaj, da ste pa seveda vam že slamirjena. To je to. Hvala vsem, ki so z menoj delali, ker brez njih ne bi bilo niti mojih idej, niti mojega razvoja. Hvala vsem tistim, ki so tukaj in tistim, ki jih ni tukaj. Mirjana, najlepša hvala. Bom pa jaz povzela še zadnjo, če sem že začela, pa naj še končam. O branju vaše knjige, pa tudi ob tem pogovoru, se mi porojeva ta misel, da tisti, ki dela filmsko vzgojo, oziroma tisti, ki se pogovarja z mladimi o filmu, tisti, ki v njih budi ta doživetja, občutja in vse to, kar ste danes povedali, oziroma smo se danes skupaj pogovarjali, mora vendarle biti malo poseben človek. Pomembno se je znati pogovarjati, je verjetno tudi ena od tistih nalog, ki se jih moramo zavedati tisti, ki to počnemo. In to velja verjetno tudi za vse nove generacije filmskih vzgojiteljev. Tako da jaz vsem njim in vsem nam skupaj želim, da smo na pravi poti, da to čutimo v srcu in da to z vsemi mladimi delimo naprej. Vsem vam, veliko vas je tukaj takšnih posebnih ljudi, se zahvaljujem, da ste bili z nami, da ste prišli na ta pogovor in upam, da se k nam ali pa v kakšen drug kino po Sloveniji vrnete in vračate še mnogokrat. Mirjana, zato, da bo tvoja soba vesela, da bo dišala še bolj kot že, pa ti seveda v imenu svojih sodelavcev poklanjam to malenkost. Jaz moram reči, da sem kar branjena danes. Da je to en tak lep zaključek tudi ene moje dejavnosti. Jaz mislim, Mirjana, da ste o zaključkih že govorili, pa smo dočakali knjigo, tako da čakamo naslednji projekt.